dragi moji, long time no see. V glavnem, za mano je zelo pestro leto. Vem, da tukaj na YouTubu nisem bila kaj dosti aktivna. Razlog pa je, ker sem bila vmes v šovu, to ste verjetno spremljali. Potem pa cel kup enih obveznosti, ne bom iskala izgovorov. Važen je, da sem zdaj nazaj in da sem trenutno v New Yorku. Oh my god, to sem si res želela in se moram kratkole parkrat oščipam, da dojamem, da sva res tukaj. V glavnem, zdajle hodva proti podzemnim, greva na Times Square. V bistvu sem kupila en adapter, ker tukaj imajo drugačne vtikače za elektriko in ne dela baksuza. Tako da greva to zamenjati, pogledati Brooklyn Bridge in spontano. Pač smo v mestu, ki nikoli ne spi, tam leteli znameniti rumeni taksiji, ki so res na vsakem koraku. Oh my god, ne moram verjeti, da sem tukaj. Evo naju na Times Squareu, to si definitivno kdaj že videla ali pa slišala v kakšnem filmu, skratka, tle se dogaja in kot vidiš, ljudi je ogromno. Zdaj še celo malo več, ko gre ura proti večeru, ker prej je bilo čisto preveč vroče, skratka, tukaj je veliko teh svetlečih zaslonov, prav zanima me, koliko stane en oglas. Tle se dogaja shopping, tukaj se je, ulična hrana, zelo živahno. Pol imamo tlele dinozaura. Tlele je moj dinozaur. Tamle imamo dol Miki miške, ki so najbolj okupirane. Jolej, ta je lepa. Pa Batman. Vse najdete v New Yorku. Evo, to je pa ta glavni square. Glejte to sam gledaš, pa si vrat lomaš, ko grejo te stavbe v nebo. Tam je kar vleče, rale. V glavnem so naju zagledali in so naju začeli kar vsak v svojo stran vleči. Thank you. Takole pa pol žica za denar. Gledam jaz tole knjižico in si rečem, a se ni tle poročila Carrie. Seks v mestu smo vse gledale. Pogooglam in najdem ta podatek, da se je poročila točno tle zadaj. Pač koliko ikonično. Evo, za večero so pa rekla, da si prvoščiva eno dobro newyorško pico in sem že zadnjič naletela na priporočilo in to je Joey's Pizza. Je pa zanimivo, koliko znanih ljudi je tukaj jedel. J-Lo. Pa tamle dol. Vidim, Seks v mestu so snimali tukaj. Pa Kim Kardashian in Chloe, pa tale njen BFF. Skratka, če je Kim tle jedla, pa moramo verjeti, da je dober. Je ful gužva. Rale se je postavil, jaz držim mizo. Pa še cena. Kos pice pride približno med 4 in 5 dolarje. Se pravi, en kos, če pozameš celo, je pa 25 dolarjev. Ko mi čakam, da probam. Dobro, ampak v Sloveniji imamo zelo dobre pice. Ja bi rekla, dober marketing. Hej, dan 2 v New Yorku. V glavnem, zdaj so tukaj v vrsti, čakava, da se ukrcava na ladjo in greva pogledat kip Svobode. Tukaj je zdaj ena caka. Prej so šla ven iz podzemne in so naju takoj zahaklali na podzemni, kjer se gre za ta kip Svobode pogledati, neki privat ponudniki in rekli, da če greva z njimi v bistvu s privat ladjo, mislim, da je stali 40 dolarjev po osebi in ti prodajo v bistvu to zgodbo, da ostavijo na sredini, v bistvu morja, da ti narediš popolno sliko in potem te peljejo še malo okrog, da vidiš v bistvu New York, odložijo pa na Times Squareu. Sli se fajn, 40 dolarjev tudi si rečeš v redu, čeprav tle vedno treba upoštevati, da so še davki. Je pa druga varianta z javnimi prevozniki, ki pa so cenejši, tle je pa 24,50 dolarja po osebi. In kaj fora, da z njimi greš pa dejansko na otok, kjer je ta kip Svobode, tako da lahko narediš, recimo, če bi rad naredil sliko ali pa video, na poti torej do kipa Svobode, material, kar je za mene recimo bolj pomemben, pa še vidiš to čudo, ta simbol New Yorka čist od blizu. Tako da mi da sta zbrala to varianto cenejš, plus ponujaš še doživetje. Postavila sta se v vrsto, ful je gužva. Bila je gužva, ko sva kupila vstopnice, je gužva, ko čakava, da se ukrcava, ampak se pa zelo hiter premika. Tako da 1, 2, 3 in bomo na ladji.
kjer je kip svobode. Če ste mislili, da se tle nič ne dogaja in da je samo kip in that's it, ste se zmotili. Tele je zelo živahno. Midva greva zdaj po neko kavo ali nek snack, da se malo okrepčava, pa pogledati gospodično. Jaz, lady in green, parale. To doživiš enkrat v lifeu in kako cool. In še znameniti Brooklyn Bridge, razgled pa epski, dočakala sva sunset in ko se vse lučke na stolpnicah prižgejo, je romantično in spet čist filmsko. You walked in the door, I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold all those little... Danes sem se pa malo zrihtala, greva z Raletom v nočni live. Sam za predstavo, ura je zdaj pol enih in mesto ne spi. Dobro jutro, dan 3 v New Yorku in današnji styling je zelo premišljeno izbran. Gremo pogledat stanovanje, kjer je živela Carrie Bradshaw, moja najljubša serija in komaj čakam. In moj Mr. Big. Sva pa pozicionirana na res dobri lokaciji. Tukaj čist blizu najnega hotela je Starbucks, potem tamle dol naprej. Tole je najna trgovina, kjer kupujeva vode in tako naprej. Hotel je v tej ulici, tako. Tamle je najna menjavanca za denar, ko imamo drugače ful probleme zamenjati, pa tamle je Madison Square Garden. Zdaj pa še en nasvet, ko pridete v New York, dajte zamenjati evre v dolarje. Prijem prijete, ker tukaj zna biti dosti problem. Pogosto moraš biti, oziroma v večini bankah je tako, da moraš biti član banke, če ne ti ne zamenjajo denarja in moraš potem v nekih teh X trgovinah, ki pa da itek malo derajo in dobijo ful neke provizije na njihovo stran. Ladies and gentlemen, one and only Rockefeller Center. Tukaj se Kevin sreča s svojo mamico, ponavadi je tle v božičnem času tako veliko božično drevo in tle je bil posnet ta del filma Sam doma. Zdaj poleti imajo pa tlele spodi kotališče, po zimi se najde drsališče, tle verjetno ali pa na drugi strani nisem čizihar, povem, ko grem po zimi, je to veliko božično drevo. Okoli in okoli pa same visoke mogočne stavbe. Midva greva pa zdaj na vrh tega Rockefeller centra. Evo, to je to, sicer vhod je tam okoli stavbe. Midva greva pa zdaj čist na vrh, ker se odpre tak najlepši možen razgled na New York. Je pa treba kupiti vstopnico. Online sem gledala, da je $35. Zdaj me pa prav zanima, a bo cena ista, cenejša ali pa dražja. Ker recimo za ta kip svobode sem danes gledala, je cena online $30, midva se pa včeraj plačala 24,5. Tako da je res, da potem preskočiš vrsto, kar je ful vredno. Tukaj pa javim, kako bo. Oh my god, zdaj pa res tako, da se ščipam, da rečem, da sem res tukaj. Toliko večerov, ki je meni krajšal čas, ta in film in serija Seks v mestu, pa zdaj Just Like That. Nerealno je, da sem tukaj, skratka, tole po moji, tako se poznate, brez da posebej predstavljam, pa če slučajno kjera ne ve, tukaj zadnji živi, oziroma je živela Carrie in tako jaz pol kar malo odplavam. A si predstavljam zdaj, da me Carrie povabi na en koktejl in da pride Miranda in da pride ostale igralke filma Seks v mestu, pač never mind, samo pravi fani bi to razumeli, skratka. Folka je pa ful, skozi pač uletavajo, se slikajo, po večini ženske in če jih kdo razume, jih jaz. Pa še ulica, tlele večkrat prišel Big ali pa od Carrie fantje. Si lahko sami mislite, koliko je un fant vesel oziroma stanovalec, ki mu uletavajo, da pokaži, ki mu dnevno uletavajo gruče turistov. A je? Ja, ko mi čaka. Ful je vesel, ja. Ja, ker zavija z očmi. Če živče. Povejte mi za
Napišite mi spodaj v komentar, kolikokrat ste gledali film Sam doma. Jaz mislim, da čisto vsak božič od recimo 12 leta naprej, tako da sem ga videla že ulala, you do the math. V glavnem in videti tale znameniti hotel v živo je film. Je kar ogromen. Niti ne vem, a se tukaj sme biti ali ne, ampak glede na to, da naju noben je ustavil, tudi tisti pri vhodu receptorji, sva rekla, pet greva. Resnica je pa ta, da sva se slikala pred plazo in je Radeta zagrabila na WC, sva rekla, noč greva v plazo. Tako da on je na WC-u, jaz se pa razgledujem in kje je Kevin? V katerem štuku je bil čist nekje na vrhu. V glavnem, tamle dol lahko kupaš neka darila pa knjige. Tole je za čilirati, zlati stoli, noč tazga. Vse je v tem polnem lesu, hude luči. Kaj je ta New York trip meni vse dal? Pač noro. Dajmo pogledati, če WC. Zlata ogledala, čisto brutalna, zlate pipe, kjer hud kavč. Nerealno, nerealno. Pejmo ven. Se ne vem, a je bizarno ali je realen največji model ever, ampak pač čakam ga v lobiju, v plazi, dokler je on na WC-ju. Kakšen dan, kakšen dan. Dvigala. Hode Luka. Skoraj sem ostala, da greva pogledati v kakšen štuk, da vidva hodnika. 19. Ne, zakaj najvišji? Sad ne bo nam dovolil. Tukaj so sobe, ne moš. Ne, ni šans. Ne gre, Zato rabiš kartice. Evo, tele še ena trgovina, kjer prodajajo diamante ali dragulje, se niti ne vem. Oh my god. Each $3,450. Bolano. V glavnem, tamle dol je restauracija, to smo prej videli. Bolani stropi. Recepcija. Zdaj ne vem, ali je to ta recepcija njihova, ampak to ni tako, kako v filmu. Ugotavljam, da so recepcijo malo priredili za film. Tole je pa izhod. Tamle se gre ven. Takole pa izgleda to. Bolano. A ja ne, malo sem zamišljala. Tle se gre ven. Hi! Bolano. In še najbolj znameniti del centralnega parka, tale fontanica, kjer se je posnel nešteto filmov. Zdaj se pa v zelo znani ulici in sicer Wall Street. Tukaj se dela money. V glavnem na tej ulici je tudi Trumpova stolpnica. Mene pa najbolj spominja na film od Leonarda DiCapria, Volk iz Wall Streeta. A ste ga gledali? Zapis spodaj v komentar. Ful male gužve za tega znanga Wall Street pika. Ko pridete Pa to sedaj. v New York, se pripravite na fejs boleče noge. Midva sta prvi dan naredila neverjetnih 32,000 korakov. En dan kasneje 16,000, danes pa še ni konc dneva, jih imava pa tudi tako nekje. Jaz sem noge kar stran vrgel že, res. Sploh jih ne čutam, ker je masaža bi se bila. Orang bolijo, kakor se hod, tako da evo, midva sta tlele na eni klopci se malo usedla, sicer je vse tako
fotogenično in lepo, da imaš te visoke stavbe res na vsakem koraku, tako da the sweetness of doing nothing, bi rekli Italijani. Che cosa? Evo, malo zelene površine. Je kar redkost, ko vidiš to. Vsi vemo, kaj se je zgodilo 11.9. in tukaj sta bila ta dva dvojčka. Takole so naredili zdaj kar tako fontano na mestu, kjer je stal eden izmed dvojčkov. Tukaj so imena vseh, ki so zgubili življenje. In rabili so kar 8 mesecev, da so počistili vse okoli in okol, kar je bilo porušeno. Zdaj evo, na tem mestu so pa zgradili že nov World Trade Center. To je ta visoka stavba in moram reči, da so zelo, zelo lepo zgradili. Tole je pa še drugi dvojček. Je pa zanimivo tudi to, da se varnostnik zdaj že dere, da so zaprti, tako da ne moreš kadarkoli priti, zelo ura mislim, da je 7:30 in potem te spodijo ven, vse okoli in okol dajo ograjo, torej v bistvu se čuti neka ta varnost in nadzor. Hej, evo, najin 5. dan v New Yorku, zdaj smo na metroju, greva proti Coney Islandu, zapuščava Manhattan in imamo približno urico do tega 5. okrožja, oziroma eden izmed 5 teh okrožij. Se pa popolnoma razlikuje od Manhattana, če so tukaj same te visoke stolpnice, da si lomaš vrat. Je v bistvu ta Coney Island kot nek zabaviščni park, ogromno nekih vrtiljakov, toboganov, tako da tole bo zanimivo videti v živo, ker je bilo tam posnetih tudi kar nekaj filmov. Evo naju, takole to zgleda. Povsod neke naprave. Zdaj pa povejte, kater tim ste. Ta, ki gre na vse in eno napravo, vrtiljake, plakce smrti, ali taka jaz, ko stane takole rajš varno na tleh. Ne vem, meni to nikoli ni bilo, vedno je bilo malce strah, če sem čisto iskrena z vami. Pa slabo mi je, pa vrti se mi že od otroštva, medtem karale, on si pa že ugleduje, na kjero bi šel. Gremo probat, če je voda kaj drugače v Atlantiku. Sam bi sedala. Voda je topla neka. Opažam eno stvar in sicer, da se folk kopa ful blizu obale. Verjetno strah pred morskimi psi. Je pa bolan vibe. Ta razgled na te vrtiljake. Dobar zgleda. A greš? Ja, šel bom zikrat. Tole je life, evo. Frozen margarita, Rale v ozadju, a si dobil? Evo ga. Rale to ima pojedina, jaz imam pa koktel. Frozen margarita. Sicer najdražji koktel v mojem lifeu, tole je bilo $15. Ampak enkrat se živi, a ne? Kaj pa ti praviš na tole? Ja. Jaz ti bom krompirček sula. Zdaj bomo videl. Dober je. Dobro. Nekje na sredini najnega potovanja pa sva šla v Friends muzej. Gre za eno mojih najljubših serij. Tukaj bi poudarila, da je fino, da se vstopnice v bistvu za ta Friends Experience kupijo vnaprej preko interneta. Za 2 sva plačala tam okoli $110, je pa hiter razprodan, tako da ni za riskirati. Takoj na začetku pa njihovi kostumi. Ross, Rachel, Monika, tega se spomnim njenega, Chandler, Joey, how you doing? In Phoebe. In še več njihovih ikoničnih oblačil, so pa posod takole TV. Cenim to staro obliko televizije, a se še spomnite? Pa kitara, tole pripada Phoebe. Vse mi je znano. Slavni kavč. Tole je božična epizoda, Ross, potem je v letu Joey. Vse mi je znano. Je ful fajn narejen, zelo začuta stereo, se vsak element res tako v nulo premišljen, pa skrbno izbran. Gremo pogledat še v kopalnico. Ne moraš. Ne moraš? Ne, probi se že vse. To je pa ta skrivnostna shramba. Ja. In balkonček.
bros! In še stanovanje Chandlerja in Joeyja. Tukaj imamo znamenito mizo, pa najbolj znana naslonjača na svetu. In last but not least, še kavarnica. Original. Famous couch. Skodelce. Ja, to. Jaz sem vzela eno črno kavico, brez cukra, se mi zdi, da se tako najbolj vidi realen okus, tako da dajmo probati, kakšno kavo so pili Franci. V redu, 5,5, tale kozarček. Vroče je, usedla sva se na sladoled, sicer zelo drog, dala sva za tale kornet, ki ima nek tak čokoladen posip, 2 kepci, $22, kar je noro drago, ampak je vroče, je pa zelo dober. Vzela sem pa toskansko kremo, pa kokonat, oziroma kokos, bolan. Here's mine. Raspberry mango kokos. Dobro jutro, spet sva prespala zajtrk, tako da zajtrk na ulici. Vzela sem si tale tako jogurtovo šalčko v Pretu, te sva jedla v Londonu in vem, da imajo kar fajn, pa en mandljev robiček, tako da tole pojeva in greva verjetno pogledati spet do Central Parka. Zadnjič, ko sva bila, nisva pogledala teh nekih filmskih plakacij, pa greva se. Sva v pripravljalnici piškotov, takole jih uživo pred tabo pripravijo. Tlele lahko izbiraš med različnimi okusi. Zdaj pa čakava, da bova na vrsto. Tole so najboljši piškoti na svetu. Koliko to diši. Glej, zanimivo je to, ker je čist mehak, ampak tok dober. Božansko, če boste kadarkoli v New Yorku ali pa kje drugje in boste zagledali tole znamko, dajte probati. Bolano. Danes smo pa v Chinatownu in tukaj je veliko Kitajcev. Je pa zanimivo to, da se dobi Louis Vuitton, Gucci torbice kar tako na cesti, veliko ponaredkov. Ful živahno, voha se ta kitajska hrana z vseh smeri. Tamle pa vidim tudi 2 Kitajčka, ki igrata na svoje inštrumente. Spodob se, da v kitajski četrti probava kitajsko hrano. Aj dober? V glavnem sem pa opazila eno stvar, da se New Yorkčani zelo radi pohvalijo, kateri zvezdniki so jedli pri njih in tukajle vidimo, da je jedla pri njih že Rihanna. Dober? Ja? Super. In pa Little Italy. Jeva palačinko v parku, ampak ne Central Park, tole je Bryant Park. Dejansko tisti park ni edini. Posebnost tega parka je, da se tamle polet usedejo, mislim, da v ponedeljkih imajo to na travo, se razgrne velik zaslon in gledajo film, ljudje si prinesejo prigrizke, pijačo in uživajo v filmih. Midva pa evo, takole so se sedla tlele v tale kafiček, uživava v palačinki in razgledu. 10. dan v New Yorku se izteka, ja, v roki imam marelo, ker danes dežuje, pa neha, dežuje, pa neha. Tako da jutri greva si naprej, v bistvu greva z vlakom do Kanade. Tako da mislim, da se edino spodob, da na ulicah New Yorka zaključam tudi tale vlog. New York je bil res dolga leta moja želja. Najbolj zanimivo je to, ker so mi bile ulice kar znane, kafiči so mi bili znani, res sem fenica in po mojem vse te serije in filmi naredijo svoje, tako da se še vrnem.
Sem pa prej sanjarila, kako bi bilo dejansko tukaj živeti. A se vidim tukaj živeti? A bi lahko živela v New Yorku? Po mojem mnenju sicer vse to piše v tvoji astrološki karti, tam nekje 9. hiša ali pa dispozitor 9. hiše, ampak o tem kdaj drugič. Tako da hvala za tvojo pozornost in v stilu adijo lepotice oziroma po ameriško goodbye beauties.